Nosimo sistem, se lahko dokončno upremo negativnim učinkom kapitalizma. Nočemo biti ljudstvo. Dva protestnika, živijo. Živijo. Dosta, ti si? Študentka Tamara. Tamar, kako se pišeš? Fuštinič. Peter Trček. Živijo. Zdaj par vprašanj imam, no? Ne vem, kar pri Tamari začel. Proti čemu vsemu danes protestirate? Avtonomni blok? Ja, zbrali smo se v avtonomnem bloku, pozvali smo vse. Akcije so trajale po mojem te bolj intenzivne 1-2 tedna, tako da tukaj smo, da se borimo proti šolninam, proti privatizaciji šolstva, ki prinaša plastične možgane in izletavanje lastnih kadrov, se pravi samo za dobro vlade, se pravi za naše razmišljanje, za kritično mnenje ne bo nobenega manevrskega prostora, tako da proti temu se borimo. Zdaj, ne vem, študentske bone so že podražili. Kaj so še naredili? V glavnem, evo, zdaj sem pa se pa ne moram več. Evo, toliko sem lahko dala iz sebe. To je pa unkat. Gremo naprej. Kdo vse je v avtonomnem bloku? Danes je tle združenih veliko ljudi, veliko različnih skupin. Ne vem, vsi so vsi po moje kaj glasno zapovedati, da so proti smeri, ki gre Slovenija. Ena stvar so te študentske zadeve, ki je že povedala kolegica, druga pa tudi to, da ko te govori danes pa parole grejo. Ni vse v gospodarski rasti, od tega se ne da živeti. Ni gospodarska rast tudi očitno za vse dobra. Gospodarska rast je nateg, s katerim vlada se pravi nateguje male ljudi in že spet uporaba neke svoje ideje za pač lastno dobro, se pravi za blaginjo sebe in ne za blaginjo pač vseh nas malih ljudi, čeprav naj bi to bil princip socialne države. Pa se vam zdi to, ne vem, v redu, skladno, da pravzaprav vi protestirate proti vsem stvarem, ki ste jih naštela, po drugi strani pa nekako se mi zdi, da sindikati in ostali nekako poudarjajo, da ne gre za protivladne proteste, ampak samo za proti delodajalcev. Tako. Ja, ne, stvar je v tem, da pač tako načeloma sindikati nas podpirajo, sindikati so nas pozvali, da se pač jim pridružimo, tako da mi seveda protestiramo oziroma se borimo za svoje pravice, tako da jih podpiramo, ampak vseeno imamo avtonomne zahteve, mogoče so pač itak v connectionu z njihovimi zahtevami, ne gre pa pač za iste stvari. Ste nekako razširili pač protest? Razširili smo, ja. Kaj pa to, naprimer, poteza ministrice Cotmanove, ki, kolikor mi je znano, nekako trdi, da se je vseeno izboljšala komunikacija s študenti, neke obljube so po štipendijah in tako naprej. Po drugi strani danes se bo udeležila protestov, vas to ni nič omehčalo, če lahko tako rečem? To osebno govorim, jaz ne vem tega, ker ne gledam TV-ja. Včasih vesti pogledam. Jaz nisem vedela, da je rekla, da se bo udeležila, ampak to je recimo ista scena, kakor je zdaj Vizjak napovedal vojno inflaciji. Se pravi, mogoče se je pa malo prepozno spomnil. In ja, jaz bi še to rekla, da laž ima 3 leta inkubacijske dobe, kakor smo lahko videli. Tako da zdaj pač vse, kar se dogaja z odstopom vlade, z nekimi temi grožnjami, to je v bistvu samo nategovanje ljudi, da bi mogoče malo utihnali in se malo pomirili in pač te vse poteze in Vizjaka in Cotmanove in Janše, v bistvu gre tukaj vse za isto stvar. Jaz bi še to rekel, da mislim, da je to en in isti boj, zato ker stvar, vse te stvari so povezane. Mi se borimo proti temu kapitalu, ki hoče nadvladati nad vsemu, hoče prevzeti šolstvo. Jaz mislim, da vsi mi hočemo živeti v takem svetu, ki bomo imeli vsi enake možnosti, ne pa tisti, ki imajo več, bojo lahko študirali in bojo lahko zdravniki in bojo lahko šagali po drugih, medtem ko unika pa nimajo pod palcem, pa ne. To je podoben boj, kot je delavski boj, ker se gre za tiste ljudi, ki jih je največ, ki so množice, pa ki na koncu grdo reče najbolj najebajo zaradi tega kapitalističnega. Kakšno je pa vajno videnje prihodnosti? Bližnje, nekoliko manj bližnje? Zdaj glede na demonstracije? Ja, naprimer pa nasploh. Če bomo kaj dosegali, ne vem, pač demonstracije so zadnji krik obupanih ljudi, se pravi, je neko orodje, s katerim v bistvu izražamo svoje zahteve, zato ker na drugačen način ne gre. Je današnji protest tudi protest proti aktualni vladi?
Ja, je, ne? Seveda, da je, zato ker vse proti čemer mi danes protestiramo, je pač krivda sedanje vlade. Mislim, so bile reforme, se jih nismo pozabili, ne? So bili blazni načrti, kako bomo vse spremenili, pol vse dobro, kako bomo imeli gospodarsko rast ne vem koliko veliko in bomo s tem pol bo vsem ful dobro, čeprav ne bo nobene ne vem koliko socialne države, pa vse bo treba plačevati na polno, ampak bo nekako vsem dobro, ker bomo imeli ful visoke plače pa gospodarsko rast pa te stvari, ne. Malo smo dvomili očitno v temu, so šli takrat na ulice, takrat je bilo sneg, danes je blazno mraz, ampak po moje, prej si vprašal, kako izgleda za prihodnost, po moje dobro, ne, danes nas je zdaj tele veliko, čez 2 ure nas bo tamle še veliko več, ne, in po moje je to samo na boljško. Če nema pa še kdaj treba iti na podoben način. A se v takih razmerah da predsedovati Evropski uniji? Ja, v takih bo še šlo, ne vem, mogoče bo pa še težji kot takole, ne, mogoče bo še kakšni. Mislim, če tako pogledaš, mogoče ima ljudje za proti Evropski uniji še kaj več zapovedati, kot pa sam Sloveniji in bo mogoče izkoristiti priložnost, ker bo naslednji let, da povedo to celi Evropi, ne. To je v bistvu ful dobro. Tamara, tvoje mnenje? Ja, stvar je v tem, da to predsedovanje, ne, vlada se je na to že dobro pripravila s tem sporazumom o nenapadanju, ne, in zdaj pravzaprav karkoli opozicija reče oziroma kakršenkoli krik protesta, negodovanja, se potem oni sklicujejo, da pač saj smo podpisali ta sporazum, ne, kaj se pa greste, ne, no, in to je že spet eno orodje manipulacije. Tako da jaz mislim, da nima to prav nobenega vpliva na predsedovanje Evropske unije. Tako so pa vsi tuji mediji rekli, da gre pač za notranje politično zadevo, tako da naj jo to Slovenija sama reši. Tako da tukaj sklicevanje je že spet en nateg. Prav tako kar 7% gospodarska rast, ki vsi vemo, da ne more biti čez noč. In ne, pač s tem se vlada nekako vzdiguje, dobiva neko kvazi podporo, čeprav je stvar v tem, da itak ne smo to delali, ne vem, pač prejšnjih 15 let, ne, mislim, to so danes se kaže rezultati, naprimer točno v gospodarski rasti, ne. Tako da, pač kot pravim, ne, to je že spet eno orodje manipulacije. Še eno vprašanje samo za vaju. Zanima me, se kaj bojite, videli, da ste avtonomni tribuni pač aktivna, a se kaj bojite, ne vem, avtonomna tribuna ali pa vidva osebno tudi, da bi bil zaradi tega, ker tako neposredno nastopate tudi proti vladi, proti ostalim stvarem, ne samo proti delodajalcem, a se kaj bojite, da bi bil kdo hud na vas, da bi vam kdo zameril to? Sindikati, kdo drug, ne vem, kdorkoli. Sindikati nas podpirajo, v bistvu delamo v dobro vseh ljudi, mislim, se trudimo, no, nekako, mogoče je to malo idealistično, ampak vseeno mislim, da se da, pač glede na to, da smo s prejšnjimi protesti že nekaj dosegali, se pravi, vsaj zamrznitev ideje o enotni davčni stopnji nekako stagnira, ne, tako da po moje, da se bo danes tudi razvil pač naprej, ne, v neki pozitivni smeri, ne, mislim, zato, ker preslišati nas ne morejo. Ne bo noben hud na vas. Ne, jaz mislim, da če si glasen pa na glas govoriš, pa da poveš take stvari, ki niso vsem všeč, ne, sigurno kdo jeza na tebe, ne. Jaz računam, da v tem primeru bo več ljudi veselih za te stvari, ki jih delamo, in ne delamo samo za sebe. V bistvu edini mladi, ki bojo hudi na nas, je podvladek Slovenske demokratske stranke, ne, ki so že pozvali vse študente, naj se ne udeležijo protesta, kar je najbolj hinavsko možno dejanje, ne.